Ko govorimo o katerem koli masažnem pripomočku, v tem primeru o ventuzah, je pa zelo pomembno, da govorimo tudi o pravilni higieni teh pripomočkov. Kot za vsako stvar bomo tudi pri ventuzah govorili o 3 pomembnih segmentih. Prvo o mehaničnem čiščenju, drugo o razkuževanju in tretjič o hranjenju teh pripomočkov. Prvič, kako mehanično očistimo vse te ventuze. Čist pri vseh ventuzah je pomembno, da jih očistimo recimo z milnico v štartu, mehanično, kajti v teh ventuzah se namreč nabere spodaj zelo veliko maščobe, torej olja ali pa masažne kreme. In je zato pomembno, da uporabljamo sredstva, z katerimi tudi odstranimo to olje iz ventuz. In naj omenim še, da tule pri tehle ventuzah je zelo pomembno, da jih zelo temeljito znotraj očistimo, ker imajo tele robove in se zelo rada nabira svinjarija v teh, oziroma povrhnjica kože, toksini in druge odpadne snovi, ki v bistvu lahko pridejo iz same kože med ventuziranjem. Rekli smo, mehanično lahko očistimo tudi z raznimi detergenti, s katerimi čistimo posodo, vse te ventuze, prav tako steklene in tudi tole bubico, ki jo enostavno odstranimo iz tele ventuze. Ventuzo vedno lahko vrnemo nazaj, evole. To je v mehaničnem čiščenju. Sedaj, ko smo ventuzo mehanično čistili, je ventuza mokra. Ena možnost je, da jo damo na odcejevalnik, da se sama posuši na zraku. Druga možnost je, da pa jo mi za čisto krpico obrišemo do suhega. Vedno jo obrišemo do suhega, šele nato, ko je povsem suha, začnemo z razkuževanjem. Sedaj plastične in pa tele silikonske ventuze, plus tole bubico, vedno razkužujemo z razkužilnimi robčki, ki so temu namenjeni. Plus, razkužilni robčki ne smejo biti na osnovi alkohola. Kajti, če so na osnovi alkohola, nam bo začel silikon ali plastiko, dajmo reči, da razjede, bo postala čedalje bolj tanka. Enako pri teh bubicah. In slej ko prej jih moramo potem tudi zaradi tega same ventuze zamenjati. Torej, robčki, ki so na osnovi amonijaka. Gremo dalje na steklene ventuze. Sedaj pri steklenih ventuzah, steklo pa, kot veste, da če jaz razkužujem z amonijakom, bo pustilo take malo temnejše madeže, kar ni nič narobe, ampak steklene lahko razkužujemo normalno z razkužilom, ki temelji na alkoholu. Eno stvar bi tule omenila. Če rečem, da razkužilo temelji na alkoholu, to ne pomeni, da je to razkužilo enako temu razkužilu. To je razkužilo za roke, temu primerno tudi namenjeno našim rokam. Ni namenjeno ventuzam, ni namenjeno površinam. Zato nikakor ne enačiti razkužila za roke z razkužilom za površine. Evole. Sedaj smo mehanično očistili, odstranili smo tudi, oziroma sterilizirali smo tudi naše ventuze, jih razkužili tudi s tem. In tretja stopnja je pa pravilno shranjevanje. Sedaj, ko je vse brezhibno čisto, na ventuzah več ni bakterij, ki bi se kakorkoli lahko razmnoževale nadaljnjo in povzročale potem tudi škodo, recimo na telesu, je čas za to, da jih varno shranimo. Ventuze svetujem, da se jih shranjuje v nekem zaprtem prostoru oziroma v zaprtem kovčku, dajmo raje reči, zato da se na njih ne nabira prah ali kakršnakoli plesen. Zato primarno jih zaščititi in ko se jih potrebuje, se to odpre, vzamemo ven, zapremo nazaj, očistimo in čisto vrnemo nazaj v ta kovček oziroma v to zaprto škatlo. Takle. Toliko o pravilni higieni naših ventuz in se vidimo v kakem videu ponovno.